Zdravo, Matjaž, ti si režiser muzikla Moje pesmi, moje sanje. Pa me prav zanima, zakaj se ti drži oznaka nekonvencionalnega režiserja. Kaj je nekonvencionalnega v muziklu Moje pesmi, moje sanje in sploh zakaj si se odločil, da boš režiral muzikl? Nekonvencionalnega. To je malo težko reči, da v bistvu ne moram zdaj soditi vzem, zakaj sem nekonvencionalni. Verjetno sem na nek način poseben, ampak se je vsak človek poseben. Že to je posebno, da se sploh kdo spravil delati tak muzikl, glede na to, da je noter ena kupica nekih otrok, neka kupica nekih ljudi, ki, tudi če so profesionalci, niso zelo dobro podkovani v vseh treh oblikah, se pravi igri, plesu in petju, in da je ta predstava v bistvu nek poskus, možno v Sloveniji s pomočjo igralcev, plesalcev, pevcev in amaterjev narediti nek projekt, ki bi bil na dosti visokem nivoju, da lahko nastopa v ljubljanski drami ali pa v Cerkljah na Gorenjskem. Se pravi, da vsem ta nekonvencionalnost, ki si ti zdaj rekla, izkušam penati na ta način, da je projekt absolutno, mislim, da je zgodba in muzikal postavljen duhovit, iskriv, na zelo en tak način, da teče zgodba zelo hiter, na nek način zelo malo MTV-evska, da je na nek način burleskna in da je absolutno zgodba, ki pusti na koncu gledalca, da je malo pojokano. Zdravo, Mojca, ti si naredila koreografijo v muziklu Moje pesmi, moje sanje. Pa me zanima, kakšno je bilo delo, glede na to, da ste omenili, da ste naredili en izbor talentov, ki so bili talenti, pa vendar niso imeli nekih veščin in znanja in so si jih morali tekom dela pridobiti. Kakšno je koreografsko delo z takšnimi igralci? Ja, z igralci pravzaprav ni bil tak problem, zato ker večinoma se igralci z gibom že srečujejo tudi v drugih predstavah, tudi s pevci, ker nekateri od njih pravzaprav so tudi že plesali, Simona recimo ali pa Nuška Draščak. Hujši problem so bili otroci, zato ker pri otrokih je pa pravzaprav bilo treba poleg giba tudi malo odrskih veščin, z odrskimi veščinami seznaniti, nekakih navaditi nastopanja in to je v bistvu največji problem. To se pravi, najprej najde tiste, ki se ne bojo ustrašili publike, ki so dovolj temperamentni, ki so dovolj samozavestni. Tisto učenje pravzaprav je še najmanjši problem bil. To se pravi, najde tiste te prave, ki so tudi pripravljeni sodelovati in so pripravljeni na drill, zato ker ples pa in predvsem muzikal je ena velika organizacija in precejšen drill seveda da to kolesje nekako na konc steče kot švicarska ura. Zdravo, Andrej. Ti si prevedel znamenit scenarij muzikla broadwayskega The Sound of Music. Res je. Kako sploh si prišel na idejo, da bi se lotil tega? Ja, ideja je prišla k meni, mislim, to je pač me poklical Jure Franko, ki je pač nekakšen prvi producent v bistvu te predstave. In me je vprašal, če bi to prevedel, oziroma če se me kavo dobiva, pa me je tam vprašal. No, pa se mi zdelo to fajn, mislim, sem bil zmeri fan njegov, mislim, sem ga res zelo, res sem bil fan, ker je prinesel ta pogovorni jezik, pa sproščenost v ta smučarski svet, mislim. Potem, pol je bilo pa tako, da je bil, pač, pa nisem bil prepričan, če to delo, se mi zdelo malo težko vse skupaj, se mi zdelo, da je zahtevno, in da jaz tega ne morem prav poceni delati, ker mi bo ogromen časa šlo, še dodaten moment je bil pa zelo zahtevni pogoji strani lastnikov avtorskih pravic, če se tazga še sploh nisem videl, pa si, mislim, tako mi je bila zanimiva izkušnja, ker sem videl, da je to pač neka logika, da je prevajalec pravzaprav samo najemni delavec, ki s tem ne obdrži nobenih pravic, Tako da je pol kar nekaj časa trajalo, smo se malo pogajali, pa tako sem si že zelo želel, da bi se skupaj propadli. Na koncu je pa bilo,
So milanske počitnice šle, ne, v velikem delu tudi na ta račun. In mi je super, ne, mislim, zelo vesel sem to, kar je v bistvu jaz na tej predstavi pač vidim ta patriotizem, ne, to domoljubnost, ne, to, da so pač, je sicer promocija cerkve, ne, bi rekel, do take mere, da, mislim tako, ne, pač ta slika samostana je, mislim, res idealizirana, ne, ampak po drugi strani pa pač sodelujejo, ne, mislim, odločno proti Hitlerju in nacizmu, ne. Tako da se mi je tu zdel tak, da se to dobro izravna, ne, in ta pesem Edelweisseva sploh ena taka lepa domoljubna pesem, ne, tako da sem te pa še posebej vesel, sem se zelo trudil, da mi je na koncu šlo na to, da je tam, kaj je Bless my homeland forever, ne, da mi je tukaj se je šlo v Čuvaj mi domovino. Bravo, Borut, tudi ti igraš v novem musiclu, Moje pesmi, moje sanje. Pa me zanima, kakšen je bil proces dela, kdaj bo premiera, kdaj lahko vidimo in mogoče, če lahko na hitro opišeš, s kakšnimi zagatami si se srečeval ob tem delu. Ja, se pravi, premieri bosta 11. pa 15. Mislim, da je to družinski muzikl, ki je naravnan seveda na vse od najmlajših otrok, no tam od 3. leta naprej, pa do najstarejših babic in detkov. Mislim, da ima ravno pravo mero soli, sentimenta, ljubkosti in seveda dogajanja. Je zelo dinamična predstava, to po zaslugi režiserja Pograjca. Sentimentalna je seveda po zaslugi dogodkov, kakršni so bili in kakršni so zapisani. Malo tudi seveda po zaslugi glasbe. To, da je zadeva dinamična in tako na trenutke celo malo komična, tekst sam ponuja, je pa v veliki meri zasluga Roze, prevajalca. In mislim, da glede na to, kakšne smo imeli te predloge, da igralcem pravzaprav ni bilo težko se začeti lotevati tega projekta. In mislim, da smo se ga vsi lotevali z eno veliko mero pričakovanj, veselja in tako naprej. Res pa je to, kar so nas opozarjali avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic, da mirno lahko po Murphyju računamo količino dela, ki je za muzikl potrebna. Ne? In glede na to, da gre tukaj za koreografijo, glasbo, petje in igro, se te 4 stvari najbrž ne seštevajo, ampak potencirajo. In kljub temu, da smo imeli prevod že septembra dokončan, da smo se začeli s petjem ukvarjati že jeseni, mislim, da nam ne bi čisto škodovali, če bi imeli časa še malo več. Ampak ta zadnja 2 meseca, ko smo začeli postavljati na oder predstavo, jaz čutim tako kot del ekipe in kot vodja gledališča, da dejansko ni niti enega člena v tej verigi, ki bi bil pripravljen popustiti, in mislim, da bomo do premiere zelo fino, gladko in uspešno prišli.